predlog davčne reforme, ki ga je vlada predložila državnemu zboru, je bil zgolj kaplja čez rob. V Sloveniji premalo razmišljamo o razvojni paradigmi. Mi se radi primerjamo z Avstrijo in Nemčijo po plačah, ne bi pa naredili korakov, da bi prišli do Avstrije in Nemčije. Sistemi med različnimi državami zelo različni, da to ni mogoče primerjati ena na ena. Problem pokojninske blagajne ni v tem, da bi bila pri pokojninah premajhna, ampak da je prevelika uravnilovka. Pa to pa mene zelo preseneča, da se sindikati zagovarjate boj proti uravnilovki, nekateri vplačujejo bistveno več v pokojninsko blagajno, kot pa bi po nekem sistemu, če ne bilo kapice na najvišji možni pokojnini. Kar pomeni, da v pokojninskem sistemu ne bo več nikogar, ki bi plačeval več, kot se mu to neposredno odrazi v njegovih pravicah. To je sistem, ki ga trenutno imamo, je nekorekten. In ne more biti socialna razvojna kapica zdaj zaradi teh anomalij, ki se dogajajo na drugi strani, žrtev na nek način tega, da ne moramo tega narediti zaradi tega, kar se dogaja v blagajnah. Bi spomnil, da v Sloveniji smo nekaj takih eksperimentov že imeli. Recimo ukinili smo davek na izplačane plače, znižali smo prispevke delodajalcev za polovico. In takrat je bil ključen argument popolnoma enak, kot ga poslušamo danes, da bo ta denar se prelil v razvoj, v nova delovna mesta in tako naprej. In se to ni zgodilo. Ne, to ne drži. Mi tukaj to izkušnjo imamo. To ne drži.